33 leti, 25. junija 1991, pa je Slovenija končno postala samostojna, neodvisna država in Slovenci na svojem. In danes slovenske zastave ponosno plapolajo, kot smo navedli v vabilu. Plapolajo pred palačo Združenih narodov v New Yorku, plapolajo pred sedežem Sveta Evrope in NATO v Bruslu, na številnih slovenskih veleposlaništvih po svetu, ne nazadnje tudi na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, v čast našim športnikom, ki nas zastopajo in zastopajo državo Slovenijo. Slovenija danes praznuje in z njo upravičeno vsi mi, državljanke in državljani nam tako drage domovine Slovenije. Zato mi, spoštovane in spoštovani, dovolite poklon naši domovini ob njenem prazniku in čestitke vsem vam, kot tudi vsem občankam in občanom občine Kamnik ob dnevu državnosti. Lepo pozdravljeni na nocojšnji prireditvi ob 33. obletnici samostojne države Republike Slovenije. Nocoj praznujemo rojstni dan suverene, neodvisne, demokratične države Slovenije. Spominjamo se dneva, ko je naš narod uresničil večstoletni san in si priboril svojo demokratično državo. Danes praznujemo v spomin na dan, ko smo začeli novo poglavje. Dan, ko smo pred 33 leti ponosno uresničili vizijo in sanje preteklih generacij, naših dedov, pradedov in njih prednikov. V tistem usodnem trenutku sta bila pomembna pogum posameznikov na eni strani ter odločnost in enotnost celotnega naroda, ki je imel neomajno voljo in vero po neodvisni, samostojni in demokratični državi na drugi strani. 25. junija 1991 sta bila na temelju skoraj soglasne plebiscitarne odločitve sprejeti deklaracija o neodvisni Sloveniji in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Osamosvojitvena vojna in pred njo še ključne odločitve, ki so jih odločevalci z mandatom izjemne večine sprejeli v hrano demokracije, so nas kot narod poenotile. Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali svoj kamenček v mozaiku osamosvajanja, pa naj je bilo to z odločitvijo na plebiscitu, podporo svojcem v katerikoli funkciji osamosvajanja ali aktivnim udejstvovanjem v vojni in branjenju naše domovine pred agresorjem, ki je bil dotedaj naša jugoslovanska armada. Z globokim spoštovanjem izražamo hvaležnost tistim, ki so v vojni za Slovenijo darovali največ, darovali svoje življenje. Tudi naš občan Edvard Peperko, po katerem smo poimenovali v Kamniku ulico, je bil med njimi in bo za vse večne čase z velikimi črkami ostal zapisan v našem spominu. Spoštujemo to, da živimo v miru in imamo možnost ustvarjati ter razvijati državo in nenazadnje našo lokalno skupnost, našo občino Kamnik. Na lastni koži smo lani izkusili, kako hitro se naše življenje lahko spremeni, ko narava pokaže svojo manj prijazno stran. K sreči smo ravnali premišljeno in tudi pogumno, da so bile posledice te naravne katastrofe vsaj nekoliko omejene in da so ključni in znani deležniki svojo iznajdljivostjo, organiziranostjo, tudi o pomoči tehnike preprečili še večje neljube posledice. Mnogo je govora o poplavah, pa vendar se moram zavedati, da razsežnost take nesreče, kot smo jo doživeli v Kamniku, še ni bilo. Miren avgustovski dan in večer se je v trenutku spremenil v naravno katastrofo. Prizadele so nas najhujše poplave v zadnjih letih, čeprav je naša občina utrpela izjemno škodo, če ne celo največjo v državi, smo ob razdejanju spoznali, kaj pomeni beseda solidarnost in čut za sočloveka. Ne gre samo za več kot 300 neumornih gasilcev iz 13 kamniških prostovoljnih gasilskih društev, odlično usposobljenega štaba civilne zaščite, požrtvovalnih gorskih reševalcev,
Vaščanov, ki ste s svojo gradbeno mehanizacijo reševali stanje v svojih krajih ter ostalih pogodbenih gradbenih izvajalcev, ki so bili noč in dan v strugah, policistov, policijske postaje, sodelavk in sodelavcev zdravstvenega doma Kamnik, prostovoljcev, tabornikov, skavtov, Rdečega križa, Karitasa in vseh, ki ste na tak ali drugačen način priskočili na pomoč. Štelo je to, da smo Kamničanke in Kamničani stopili skupaj in se takoj po prvih evakuacijah lotili intervencijske sanacije. Prav zaradi uničene infrastrukture je obsežnost sanacije v naših krajih resnično velika. Nekatera delovišča so že zaključena, drugod pa so dela in priprava dokumentacije v polnem teku. Na območju občine Kamnik imamo ta trenutek odprtih več kot 20 delovišč. Sodelavci občinske uprave se trudimo, da obnova in odprava posledic škode potekata hitro in učinkovito v dobrobit čimprejšnje sanacije prizadetih območij. Verjamem, da nam bo država prisluhnila in nam povrnila stroške, ki nastajajo s sanacijo izrednih razmer, sanacijo plazov za objekti in sanacijo infrastrukture in da bo država čim bolj učinkovito in kar se da hitro obnovila poškodbe na strugah, vodotokov in hudournikov, da do katastrof podobnih razsežnosti ne bo več prihajalo. Občina Kamnik se je v zadnjih letih razvijala tudi na številnih drugih področjih. Izjemen napredek smo dosegli tako na področju razvoja infrastrukture, kot tudi na področju obrti, podjetništva, turizma, razvoja kmetijstva, izobraževanja, športa in kulture. Razvile so se izobraževalne ustanove, na kar smo ponosni. Jeseni bo zakorakala v novo šolo, novo moderno osnovno šolo Frana Albrehta, prva generacija učenk in učencev. Investicija predstavlja naložbo v razvoj naših otrok in mladine. Nadaljevali bomo z izgradnjo nove moderne športne dvorane, ki bo nadomestila staro in bo neposredno povezana z novo šolo. Ta investicija ne bo nova pridobitev samo za šolarje, temveč tudi za naše profesionalne in rekreativne športnike. Poleg nove športne dvorane bomo med obema šolama zgradili dodatne športne površine in s tem povezali mestni šoli in prebivalkam ter prebivalcem mesta namenili prepotrebne športne površine, ki jih v mestu zdaj praktično ni. Občina Kamnik poleg ostalih investicij pozornost namenja tudi energetskim sanacijam ter drugim infrastrukturnim projektom po celotni občini. Tako v državi kot tudi v naši občini imamo izjemne potencijale, ki jih lahko vsak posameznik tudi razvija. Če bomo kot skupnost povezani se bomo znali in zmogli prilagajati izzivov sodobnega časa, ne da bi pri tem izgubili svojo identiteto. Tako kot je ni izgubil tudi naš general Rudolf Maister Vojanov. V Kamniku, Maistrovem mestu, mu slovesno namenjamo številne prireditve, preko katerih poudarjamo dediščino in veličino njegovih dejanj. Prav naš rojak Maister je bil eden prvih, ki je že pred več kot 100 leti verjel v slovensko narodno prihodnost. Verjel je v samostojno, suvereno in demokratično državo, kjer bodo živeli in v svoji usodi samostojno odločale Slovenke in Slovenci. Verjel je v ideal samostojne države, našega naroda, katerega je pogumno branil in ubranil. In ker je verjel in čutil dolžnost do lastnega naroda, so njegova dejanja oblikovala današnjo obzemlje Slovenije. Bodimo tudi mi majstri današnjega časa, ko narod stoji odločno, z vero v svoje vrednote in pravice, postane nepremagljiv. Naj nas majstrov neustrašni duh in vztrajnost tudi danes navdihujeta, da bomo sprejemali napredne odločitve in sestavili izjemne zgodbe ter eden drugega spodbujali k uresničevanju zastavljenih ciljev. Kljub negotovim časom z optimizmom in pripravljenostjo za sodelovanje zrimo v prihodnost naše države. Napreden narod je obstal s svojim jezikom in kulturo na svoji zemlji. Obstali smo, ker smo iskreni, ker smo pametni, ker smo zagnani in predani delu ter razvoju. Vsak od nas ima svojo vlogo in svojo odgovornost pri oblikovanju mozaika prihodnosti naše države. In ko se bomo povezali ter združili moči, se bodo razvijale zgodbe o uspehu, ki jih bodo žele tudi prihodnje generacije. To znamo in to zmoremo. Spoštovane občanke, spoštovani občani, vam in naši skupni državi želim vse najboljše, naj se leta tudi v prihodnje razvija tako, da bomo v njej lahko ustvarjali, gradili lepo prihodnost za naše zanamce in ponosno rekli: najboljša si Slovenija. Vse najboljše naša domovina, vse najboljše Slovenija. Na drugi od veliko sveti
cveti, to sreča, to mir je doma. Za čredico krotko prepevala, bom pesmice svoje sladke, dalincem glasno razodevala, kar polni mi srečno srce. Ne palice svoje močarske, za šestlo kraljevo ne dam, in rajši od krone cesarske, svetlice na glavi imam. Slovenka mi je rodila, na Slovenskem je moj dom, kodarkoli bom hodil, povsod se skazal bom. Še kakor otroka me je mat pestvala, Slovenci, tako mi je djala, in samo tu dobro vem, da Slovencem.